Prva AMZS idealna linija sezone 2022 o uvodni dirki državnega prvenstva v kartingu, ki je potekala na dirkališču Azzurra v Jesolu v Italiji. Tim Gajser po prvih dveh dirkah svetovnega prvenstva v motokrosu v Matterley Basinu in Mantovi in dveh zmagah v razredu MXGP v vodstvu v skupnem seštevku. Motokros sezona na najvišji ravni se je začela v Matterley Basinu. V razredu MXGP je Tim Gajser v odsotnosti poškodovanih Jeffreya Herlingsa in Romana Fevra upravičil vlogo favorita. Čeprav prve vožnje ni začel idealno, pa je vseeno pustil za seboj vse tekmece. V predzadnjem krogu se je pod Gajserjevim pritiskom zlomil tudi Jeremy Zever in slovenski motokros as je prišel do prvega mesta v prvi vožnji sezone. Dober začetek, tako da upam, da bom to naprej prenesel na naslednje tekme. Drugo vožnjo je Gajser štartal bolje. Prvo merilno točko je prevozil na 5. mestu, potem pa hitro za seboj pustil Jeremyja Zeverja in nato še Glena Coldenhoffa. Ko je prehitel še Jorgeja Prada, je imel odprto pot do zmage tudi v drugi vožnji, vendar mu je to preprečil trenutek nezbranosti, ki je pomenil padec z motorja. Drugo vožnjo je končal na 2. mestu, a vseeno zmagal dirko za veliko nagrado Velike Britanije. Za mano je dober vikend, moram biti zadovoljen, čeprav tista mala napakica na koncu druge vožnje ne je bila potrebna. Zahvalil bi se celotni ekipi, trdo smo delali čez zimo in res motor je super, jaz se dobro počutim, tako da hvala vsem. V razredu MX2 je slovenske barve branil Jan Pancar, ki v tej sezoni med svetovno konkurenco nastopa premierno z lastnim moštvom. V kvalifikacijah je dosegal 19. čas, prve vožnje pa se je lotil dokaj previdno. Na koncu je v cilj pripeljal 16., kar je blizu mestu, ki ga želi zasedati na koncu v skupnem seštevku. Zmagovito je sicer ciljno črto prečkal Simon Langenfelder. V drugo vožnjo je Pancar štartal slabše, a je nato z vztrajnostjo in nepopustljivostjo prišel do 16. mesta. Kazalo je vsaj na ponovitev rezultata iz prve vožnje, žal pa je storil napako, ki ga je potisnila 3 mesta navzdol. Skupno na dirki je osvojil 18. mesto in 7 točk za svetovno prvenstvo. Zmaga v drugi vožnji je znova pripadla Langenfelderju, ki je tako prvič v karieri zmagal tudi dirko svetovnega prvenstva v razredu MX2. Druga dirka sezone svetovnega prvenstva v motokrosu je bila v Mantovi. Tim Gajser je bil že v kvalifikacijah razreda MXGP najhitrejši, v prvo vožnjo pa se je podal zelo dobro. Po nekaj zavojih je bil pred njim samo še Jorge Prado, ki pa je bil tokrat zelo zbran, čeprav je Gajser nanj vseskozi pošteno pritiskal. Moram reči, da sem kar zadovoljen. Prva tekma je bila, bom rekel, nisem mogel prehiteti Pradota. Dober tempo smo imela oba. Španec je v cilj pripeljal prvi. Gajser pa je na 2. mestu vedel, da bo v drugi vožnji spet veliko odvisno od štarta. Druga vožnja mi je uspel boljši štart, vozil sem dobro, prehital takoj na začetku 2 voznika, tako da sem bil na 1. mestu. A storil je napako, ki pa k sreči ni odnesla zmage. Sem se pobral pred Renaultom in potem naredil spet razliko in kontroliral do konca tekmo. V cilj je suvereno pripeljal na 1. mestu in si zagotovil že 30. zmago na dirkah svetovnega prvenstva v razredu MXGP. Sem zelo zadovoljen, rad bi se zahvalil celi ekipi, vsem, vsi smo trdo delali in trud se poplačal, tako da hvala vsem. No. Tudi Jan Pancar je lahko zadovoljen z opravljenim. V razredu MX2 se mu štart prve vožnje ni posrečil, a je vseeno z borbenostjo in nepopustljivostjo prišel do 2 točk za 19. mesto. Prvi v cilj je sicer pripeljal Jago Gerc. V drugo pa je Pancar demonstriral,
kaj zmore, ko se mu štart posreči. Prvo merilno točko je prevozil na 12. mestu, nato pa nadaljeval zelo mirno in premišljeno, ter se na koncu v ostri konkurenci, v kateri ni manjkalo niti spektakularnih padcev, v cilj pripeljal na 11. mestu. Zmage se je vnovič veselil Gerc, ki je dobil tudi dirko. Pancer pa je skupno zasedel 15. mesto. Z državnimi prvenstvi, ki sodijo pod okrilje Avtomoto zveze Slovenije, so prvi začeli voznice in vozniki kartinga. Merili so se v italijanskem Jezolu. Na stezi Azzurra so bili pogoji za dirkanje zelo dobri in vsi udeleženci so imeli priložnost, da se izkažejo. V razredu mikro, v katerem nastopajo najmlajši vozniki, so vsi pokazali zvrhano mero poguma na stezi. Brez strahu so opravili s 3 vožnjami. Jaz sem Majče Kaladija in držim pokal državnega prvenstva za prvo mesto in od takšnega pokala. Za njim sta se zvrstila skupno Jure Levar in Filip Ferk-Žerak. Premierni nastop je marsikomu prinesel veliko zadovoljstva. Moje ime je Maj Rakoša in to je moja zdaj prva dirka in sem bil 3. mesto na državnem prvenstvu. Je bil navdušen mladi član ptujskega Avtomoto društva, ki je vozil v razredu Mini, v katerem si je sicer skupno zmago privozil Jure Levar, ki vozi kar v 2 kategorijah. Drugi pa je bil Taras Telebak Bolta. Zelo zanimivo je bilo tudi v mladinski kategoriji junior. V kvalifikacijah je nase opozoril Aleksandar Bogunović, ki pa se je v drugi vožnji nekaj krogov pred koncem zapletel ter dirko končal na začelju in izgubil možnost za končno prvo mesto. To je pripadlo Niku Tropcu. Zelo vesel in se zahvaljujem tudi ekipi in očetu. Konkurenca je bila dobra in ja, sem se tudi zelo trudil. Drugi skupno je bil Taj Šiler, tretji pa Bogunović. V kategoriji senior je prijetno presenetil Taj Kovačič, ki je že v kvalifikacijah pokazal, da je na dirko prišel v izvrstni formi. Dirka je bila zelo naporna, zelo veliko izkušenih dirkačev. Jaz sem tukaj v bistvu prvo leto, prva dirka in v bistvu želim si vedno več takih konkurenčnih tekmovanj, kjer se v bistvu res lahko učiš drug od drugega in popraviš svoje napake. Za zmagovalcem Kovačičem je na drugem mestu v skupnem seštevku 3 voženj pristal Miha Ažman, tretji pa je bil Maj Sadar. Sloves enega najboljših voznikov razreda DD2 je z novo zmago potrdil Ksende Ruve. V prvi vožnji je imel še nekaj dela s tekmeci, a je vseeno vse pospravil v žep. Race 2 and 3 from start to finish led the race, so triple win and a great way to start the season. Drugo mesto je pripadlo Johanu Andersonu, tretje pa Maticu Kolmaniču. Tudi razred KZ2 je postregel z napetimi boji na progi. Po kvalifikacijah in prvi vožnji je najbolje kazalo Sari Markučič. Toda na štartu druge vožnje je storila napako in bila diskvalificirana. Skupne zmage na dirki se je veselil branilec naslova državnega prvaka Jan Ternjak-Harc pred Janom Skledarjem. Markučičevi pa je za uteho ostalo 3. mesto. V nedeljo 3. aprila bo v organizaciji AMD Brežice na progi Prilipe na sporedu prva dirka državnega prvenstva v motokrosu.